Današnjo avtomobilnost posvečamo ljubiteljem ovinkov. Skupaj z vami smo na neštetih turjaških ovinkih dodobra preverili prednosti Renaultovega štirikolesnega krmiljenja. Po cestah Majorke smo spoznali T-Crossa, najmanjšega Volkswagenovega SUV-ja. Preverili pa smo hibridnega Rava. Anketa: se vozite sami ali v dvoje? Pozdravljeni v avtomobilnosti. V tej oddaji bomo spet zelo avtomobilistični, no, še bolj vozniški in predvsem v vaši družbi. Ja, v rubriki GBP TNT, kar v daljši različici pomeni gledalci, bralci in poslušalci testirate nove tehnologije, smo vas povabili na eno prav posebno vozniško aktivacijo. Konec zime je in čez zimo v avtomobilnosti praviloma preizkušamo različne štirikolesne pogone. Tokrat ostajamo pri štirih kolesih, ampak tokrat preizkušamo štirikolesno krmiljenje. Je mogoče tako enostavna stvar, kot je premikanje sprednjih koles in zavijanje, še bolj zakomplicirati. In prenesti na zadnji par koles in s tem pomagati vozniku. To ni novost v avtomobilskem tehničnem smislu, to tehnologijo smo poznali že v 80-ih, 90-ih, saj so s tem recimo Japonci zelo eksperimentirali, morda se spomnite epskega modela Honde Prelude, ki je to ponujal, ampak se pa ni prijelo. Ne, tudi ta epski Prelude se ni tako zelo dobro prijel. So poskušali še drugi Japonci, kot si omenjal, ampak danes ali v zadnjih letih je največ avtomobilov s tako tehnično rešitvijo opremljenih v luksuznih avtomobilih ali recimo športnih, Audi in Porsche. Ena znamka pa je poskrbela za, temu danes marketinško radi rečemo, demokratizacijo tega sistema. In to je bila znamka Renault, ki to ponuja že v skoraj vseh modelih in s katerimi Renaulti se bomo danes peljali tule na grad Turjak. Zakaj na grad Turjak? Ker je tu premišljeno izbranih 33 desnih in 27 levih ovinkov, morda smo kakšnega tudi zgrešili, in ti ovinki bodo tako nam, kot tudi vsem našim gledalcem in gledalkam, ki so se prijavili prek MMC ali socialnih medijev na to aktivacijo, pokazalo, kaj štirikolesno krmiljenje v modelih sploh pomeni. Ampak dajmo kar testirati. Dajmo samo tole delati. Večina ovinkov bo zagotovo šla s tem skozi. Saj pri štirikolesnem krmiljenju. Počakate v ovinek in ostanete noter v sedežu, zato da boste čutili zadnji del. Zadnji del se bo čutili tlele v zadnjici in v ramenih. Tako je naš hišni inštruktor Andrej Brglez nagovoril zbrano 12-terico testnih voznikov, ki so se prijavili na tokratno testiranje novih tehnologij, na preizkus štirikolesnega krmiljenja. Spoznajmo jih. Nek povprečen voznik. Od 10 do 12 ur sem praktično aktiven v avtu. Sem še kar avtomobilski entuzijast, ne samo avti, tudi motori. Sem tudi doma iz pretežno ovinkastih cest. Največji užitek mi je, ko grem dol iz Štajerske avtoceste. Moja hobi je bil reli. Ravnice je v bistvu nobene mara, mislim, saj jaz jo ne, no, meni je napor tisto, dolg čas. Če bi imela kakšen tak boljši avto, bi tudi take ovinkaste ceste rada in sem bolj špalala. Drugače testiram igrice, sliši se ful zabavno, tudi je pa tudi dosti resnega dela tukaj. Zato mi je tudi testiranje avto toliko zanimivo. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti, 15. Taka poljubasta cesta in vsak reče, ki si ti doma, kdo se sploh tja vozi, čez same ovinke. Ampak jaz imam dve cesti, ena je ravninska, ampak grem rajši čez ovinke. Ne 100-odstotno, a večinsko ljubitelji ovinkov vseh starosti in vozniških izkušenj. Toda gospe in gospodje, čas je, da vžgemo motorje. Pred vami so sami ovinki. Na drevesih še ni toliko listja, zato lahko skozi veje vidimo, a je ovinek vnaprej prazen. Vsakokrat, ko se odpre cesta, pogledajo čim bolj daleč naprej, si s tem kupimo nekakšen kredit za varnejšo vožnjo v nadaljevanju in potem lahko se posvetimo nazaj, pogledam se, vrnemo nazaj na ovinek in si narišemo pot, kako ga bomo naredili. Oster zavoj in pospeševanje. V zadnji tretjini ovinka kar pospešujte, zato da avto potegne se ven iz ovinka in da vidimo, kaj se z zadnjim delom zgodi. Predlagam, da ovinke
jemljete tako, da greste z sprednjim delom ničkaj še dlje v ovinek in potem bolj učinkovito zavijete, pa način bomo lahko nekaj več iztisnili iz ovinka in še bolje spoznali krmiljenje zadnjih koles. In kaj so izkusili? V bistvu sem imel stalno roke gor in sem samo krmaril skozi ovinke, lepo. Nisem rabil niti preprijemati nič, samo lepo sem krmaril, recimo, moja hrda navada, da spuščam volan in da z eno pol krmarem, tega ni bilo treba. Štirikolesni, kako se reče temu? Štirikolesno krmiljenje. No. In štirikolesnim krmiljenjem je bilo super, vrhunsko, ful je, fajn se drži ceste. Jaz sem imel sicer vrstni red for control, pa potem brez. Jaz sem šele zdaj na koncu ugotovil tiste občutke od prej. Sem v bistvu bil ta zadnji v koloni in sem težko sledil. Smo par ovinkov imeli, ki sem jih zdaj z navadnim šel. Zdaj sem veliko bolj zmatran, kot sem bil prej. Evo. Mislim, dejansko sem zdaj mogel garati, no. Jaz sem vozila prvo ta superskega, ne? Sploh nisi rabil face manevrirati z volanom. Potem v drugi delu vožnje, ko smo pa imeli navadnega, si se pa kar zapletel. Pri dinamični se je pač čutila razlika v tem, da je avto manj zaplaval. Kar se tiče pa zaprtih ovinkov, si pa imel dosti manj dela. Sem imela ta oblast nad vozilom. Naravnaš avto in mislim, brez problema se peleš naprej, jaz pa trda ratam v mojem avtu. Ovinki so ponavadi tisti, ki prinese stres, ki prinese nervozo, za katerega moraš bolj razmišljati, moraš bolj kalkulirati, bolj moraš stvari prilagoditi. Skozi imaš občutek, da imaš avto pod nadzorom. Se ni treba samo na hitri vožnji. Tudi pri normalni vožnji iščeš maksimalno udobje. Pri tem lahko v navednicah bolj neumno voziš. Greš v ovink, tako da ga primeš, no, bi rekel, pa bo zadek še zmeraj lepo obpeljal, ne. Pri navadnem avtomobilu delamo to napako, da se vozimo po bankinah, zato ker nisi dosti suveren v ovinku, ne, in ga ne zvoziš pravilno in zapelješ na bankino, ne, kar je narobe, ne. Tukaj pa se res da lepo speljati. Tudi tistega vrtenja volanja, bom rekel, volana samega sploh ni toliko, ni zdaj to neko lovljenje čez ovink, ampak enostavno se sam odpelješ, da si na tračencah. Se zlije s cesto. S cesto se jedo, eno, medtem ko v tem, ki nima teh dodatkov, no, bom tako rekla, pa ne gre. Je cesta eno, avto in vožnja je pa druga. Ti pomaga avto kar prestaviti v tisti idealni smeri ovinka. Dobesedno ti zadek zamakne, kot da bila zadnjih ena rolka in da te lepo poravna in potem lažje greš po idealni poti. Sploh nimaš občutka, da imaš nek dolg avto v bistvu. Kot da bi avto, ne vem, tretjino manjši. Sam izhod iz ovinka bistveno lažji. Hitrejši, natančnejši, bolj kontroliran. Nimaš občutka, da je tako oster ovink, recimo, no. Da je dosti blažji, pa tudi ta sama sila centrifugalna te toliko ne vrže ven, ne ostaneš bolj noter v sedežu. No. Druga stvar, ki mi je bila zelo všeč, mi v najbolj ostrem ovinku, tole pod gradom, ni bilo potrebno popravljati oziroma ni bilo treba avto, da gre nazaj ali pa kakorkoli sem z eno začetno rundo, kako se reče, odpeljala. Mi je uspelo, brez da bi prestavil vzvratno, čeprav sem se ustavil, ampak mi je uspelo. Če si to predstavljamo, da je tole avto, pa gre po avtocesti, potem kot da bi se prestavil takole, ne gre več sprednji del, pa zadnji del mu sledi, ampak pravzaprav se cel premakne. Gre kukar paralela mimo. Tam je krepko bolj stabilen, se upre direktno kolesa, ne gre težišče mimo prednjega kolesa. Narediš tega zibanja na levi pas, recimo, tudi če bi hitreje zamenjal pas. Te kar zlije, kot da bi te odneslo tako elegantno na drugo stran. Kaj konkretno se je dogajalo na zadnjih kolesih Espasa in Talismana? No, tehnika bo očitno ostala za inženirje. Tokrat je šlo izključno za preizkus delovanja v praksi. Mislim, da prenizki je kontra, previsoki je v isto. Upam, da nisem zamešal. Z zadnjimi kolesi se dogaja, da gre v kontrastran, da se pač avto lepo premika v linijo. Mislim, da so majhni koti, tudi ki mi jih je pokazal, so od tipa do tipa zelo različni.
so zadosti veliki. Najprej so nam pripeljali Touarega, avanturista, potem je sledil Tiguan, za katerega so rekli, da je to mali Touareg, ampak v bistvu je bil bliže enoprostorskemu Toranu kot pa pravemu terenskemu vozilu. In na koncu je ta avto res postal pravi družinski avtomobil, še posebej v verziji Allspace s 7 sedeži. No, naslednji na vrsti je bil T-Roc, šminkerski, nastopaški, kupejevski avtomobil SUV za tiste, ki so želeli več stila. In zdaj je na vrsti Volkswagen T-Cross, najmanjši SUV v Volkswagenovi paleti. In zanimivo je, kako lahko skozi rast Volkswagenovih SUV-jev vidimo, kako se je spreminjala ponudba avtomobilov nasploh na trgu. Volkswagen T-Cross je namreč novi Polo. No, pa brez panike, prosim. Polo seveda ostaja v ponudbi, a s provokacijo želimo poudariti, da T-Cross, za razliko od večjih wolfsburških SUV-jev, nima nikakršnih terenskih ambicij. Gre izključno za mali mestni avtomobil, kakršen je Polo. Avta tudi vozita na isti platformi in si delita večino tehnike. Na mestu je torej vprašanje, why do you need the T-Cross? The customer is demanding for it. So, and this we see by the segments as it is doubling over the next 10 years. And this is our answer. The T-Cross is our answer to the customer demands and needs. And the production of the Polo will not go down? No. Are you sure? Yes. A zakaj je torej novinec za skoraj 3000 dražji od Pola? No, zato, ker vsakdanja mestna opravila opravlja bolje. Ponuja udobnejše vstopanje in sedenje, tako spredaj kot zadaj, v končni fazi tudi višja oddaljenost od tal nekaj šteje. Najbolj bistvena pa je prostorska prilagodljivost. One of the highlights is practicality. Yes. Can you impress me? Yeah, sure. Let's put a surfboard in the T-Cross. Let's do it. First, let us prepare the T-Cross. We take out the parcel shelf. This is, by the way, specially designed to perfectly fit under the second level of the trunk. See? Okay. And then we flip over the backrest of the backseat. And now it's prepared for the surfboard. Okay, let's try. Perfect. Okay, this is special days. What about the normal days? So in this position, the T-Cross has a trunk volume of 385 liters. Moving the back seat upwards, forwards in 14 centimeters. Yeah, in this position, the T-Cross has 455 liters of trunk volume. Yeah. And if you don't need it, you can easily flip back. Another nice thing is you can put your smartphone here in this compartment while charging with one of our 2 USB ports. Prostornost ob majhnih zunanjih merah je res da glavni adut, a nikakor ne najpomembnejši. It is practical, safe, cool and intuitive. So let's talk about the coolness. Well, the coolness you can choose out of 12 colors. And this special color is called Makena Turquoise. And this color you only can order in the newest T-Cross. So you cannot get it in Polo? No, not yet. You can also take these colors in the inside, where we have put the decor in the seat cover and also in the outside rims and the mirrors. Paleta je seveda bogata, toda karakterju avta še posebej ustreza ena različica. Priporočamo 1.0 bencinski motor s 115 konji. Pri tej različici, pri kateri je možno tudi ročni menjalnik, priporočamo avtomatskega, predvsem zaradi praktičnosti, udobja za vse ciljne skupine, še posebej za starejšo. In v končni fazi lahko tudi rečemo, da avtomatski menjalnik postaja tudi v tem razredu standard. Tako je. In ta omenjena priporočena različica v celotno Volkswagenovo paleto uvaja novost. Še eno podrobnost vam se pokazati. To, ročica menjalnika. Takšno bodo postopoma dobili tudi vsi drugi novi Volkswageni.
V nadaljevanju oddaje vas pobaramo, ali bi podprli idejo, da levi vozni pas prepovemo za solo voznike. Amnesty International se je obregnila čez proizvodnjo baterij, testirali pa smo avto, katerega slovenska kratica ima enake črke kot angleška. In ja, ima hibridni pogon. Zdaj pa gremo k rekreacijsko aktivnemu vozilu, ki je v bistvu začetnik modernih SUV-jev in ki ima to srečo, da se tako v angleščini kot tudi v slovenščini vse začetnice začnejo z RAV. RAV je začetnik tako športno-rekreacijskih ali pa rečemo mestnih terencev, kot tudi terencev z hibridnim pogonom in v novi podobi, kot je rekel njihov prvi človek Aikido Toyoda, avtomobili ne bojo več dolgočasni, ampak ne morem mimo ene osebne zgodbe. RAV prve generacije leta 1997 sem preizkušal v električni, popolnoma električni različici med Los Angelesom in Las Vegasom. In tako navdušen prišel nazaj leta 1997, sem se vrnil nazaj v Slovenijo in vse prepričeval, da bojo jutri vsi avtomobili električni. Sem mislil, da si vse prepričeval, da pojdite v Las Vegas. Ampak poglejmo si, kako se pelje novi RAV4. RAV4 je torej uveljavljena zgodba, a nova izdaja te franšize svojim rednim uporabnikom prinaša vrsto novih idej. Najprej je to oblika, ki je precej bolj drzna, nikakor ne dolgočasna. Dolgočasnost so sicer imeli številni redni odjemalci radi, a Toyotina želja je navdušiti tudi nove navdušence. In če sodimo po začetnem prodajnem uspehu ter po navdušenju mimoidočih v času našega testiranja, se bo Toyotin gambling močno obrestoval. Oblika je sicer polna tipičnih japonskih oblikovalskih prijemov, ki se še posebej izkažejo na dolgi rok. Kot tehten razmislek Toyotinih inženirjev lahko izpostavimo na primer dejstvo, da lahko prtljažna vrata zapiramo s klasičnim potegom ročice in ne samo s pritiskom na gumb. In tu so gumirani klasični vrtljivi gumbi na sredinski konzoli. Po našem mnenju pomenijo brco v zadnico vsem inženirjem, ki menijo, da lahko zasloni nadomestijo prav vse vozniške komande. A po drugi strani je ureditev Toyotinega zaslona na dotik občutno manj intuitivna kot pri konkurenci. Japonce nekaj dela še čaka. Kar se vožnje tiče, lahko povemo, da je novi RAV opremljen z varnostnimi asistenčnimi sistemi zadnje generacije, se pravi z bolj zmogljivimi asistencami, kot jih je Toyota ponujala doslej. To pomeni, da RAV tudi samodejno ustavlja in speljuje, ter sredi voznega pasu vozilo ohranja veliko bolj učinkovito. Hibridni pogonski sklop je seveda nekaj, kar Toyoto definira. V praksi to pomeni, da naj bi Toyoto vozili komfortno, ne pa dinamično, s tendenco, da avto čim več časa deluje električno in s tem čim manj zaposluje bencinski pogonski sklop. Še posebej to ugaja v mestu, kjer je RAV prav po zaslugi tega vzorno tih in prijeten. Poraba je ob tipično Toyotini vožnji zgledno nizka, zlahka manj kot 6-litrska. RAV sicer nudi kar nekaj ekstra moči, recimo za vlečne potrebe. Dinamična vožnja avtu pač ne pristoji, čeprav se sploh ne odreže slabo. Apeliramo pa izbiro štirikolesno gnanega hibrida, predvsem zaradi prepričanja, da terencev vendarle ne bi smeli kupovati samo za mestno vožnjo. Vendarle so to rekreativno aktivni avtomobili in kot take bi jih morali uporabljati. V naših MMC novicah, ki si jih lahko tudi kadarkoli preberete na Zaviho avtomobilnost na spletnem portalu rtvslo.si, pa o novici, o kateri smo že kar nekaj govorili, predvsem pa je zdaj začelo se govoriti še več, saj so na njo opozorili tudi pri Amnesty International. Gre za to, da baterije, tudi zaradi tega, ker se za električno energijo kuri lignit recimo, niso tako zelo zelene, kot bi si človek mislil, in predvsem pri izdelavi je vključenih zelo veliko otrok, kar pa tudi ni v redu. Ne, seveda ne, in to, da je to priznanje na koncu ali to spoznanje prišlo tudi strani Amnesty International, je seveda koristno. Govorijo pa bolj pravzaprav o tem, da ko govorimo in gledamo v prihodnost o bolj trajnostno naravnani zeleni energiji, moramo pravzaprav imeti pred sabo celo sliko. Pri elektrikih
jo očitno šele dobro dobivamo. No, ampak kmalu pa se nam obeta vsaj nekaj dobrega. Evropska komisija je sprejela, da naj bi po letu 2022 vsi avtomobili, ki bodo prišli na trg in bodo na novo homologirali, morali imeti tiste osnovne varnostne asistenčne sisteme, kot jim tudi mi zdaj že tako pravimo, zaviranje v sili, ohranjanje znotraj voznega pasu, radarski tempomat, tudi črno skrinjico in pa recimo alkolok. Gre za pomembne ukrepe, ki bojo nedvomno močno pripomogli k višji prometni varnosti, ampak spomnite se oddaje, ki smo jo predvajali pred kratkim. To niso avtonomni avtomobili, to so asistenčni sistemi, pri katerih bo voznik postavljen na neko novo preizkušnjo. Še vedno bo vozil sam, še vedno bo za vožnjo odgovarjal sam in ne bo smel spuščati volana. Poglejmo si še druge MMC novice. Po podatkih podjetja LMC Automotive se bo prihodnje leto število električnih modelov, ki so na prodaj v Evropi, podvojilo na kar 48 popolnoma električnih modelov ter skoraj 100 različnih priključnih hibridov. Do konca leta naj bi se v Evropi za električen avtomobil odločilo 300 000, za priključni hibrid pa 255 000 kupcev. Že prihodnje leto pa bo skupno število elektrificiranih avtomobilov doseglo 1 milijon. V norveškem Oslu bodo električnim taksijem omogočili brezžično polnjenje med postanki. V tla določenih postajališč bodo vgradili plošče za brezžično polnjenje z močjo 75 kW. Prihodnost pa nam približujejo tudi v New Yorku. Kot smo poročali, bodo avtonomna vozila najprej zaživela v zaprtih prometnih ureditvah. Primer je tamkajšnja industrijska cona z 8500 zaposlenimi. Kot poroča Verge, se bodo med zgradbami te cone že v nekaj mesecih lahko začeli premikati s pomočjo samovozečih šatlov. Pa smo že na 2 kolesih. Kolesarsko področje zanima tudi Yamaha. Predstavila je električno kolo primerno tako za vožnjo po asfaltu, kot tudi na makadamu. Imenuje se Wabash Adventure Gravel in bo na voljo v 4 različicah moči od 250 W do 500 W. Podjetje Trisbike, ki trenutno išče investitorja na platformi Kickstarter, pa se ukvarja s kolesi, ki nimajo 2, temveč 3 kolesa. Izdelali so namreč tricikl, zasnovan za varno in udobno polaganje ovinkov, pri čemer se njihov sprednji del nagne do 30 stopinj. Novi zakon, ki prepoveduje vožnjo z mopedom na kolesarskih stezah ter obenem predpisuje obvezno uporabo varnostne čelade, pa je razburil mlade Nizozemce. Ker jim je pričeska pomembnejša od varnosti, mnogi že prodajajo svoja dvokolesa. Pri avtomobilskih novostih ne moremo mimo kupejevske izvedbe športnega terenca Porsche Cayenne. Ta prevzema tehnično zasnovo običajnega modela, od njega pa se razlikuje predvsem po nižji strehi, ki se poševno spušča proti zadku. Od seksi Porscheja pa k osupljivemu unikatnemu Ferrariju P80C, ki so ga v Maranelu izdelali za nesramno bogatega kupca iz Hongkonga. Za avtomobil, ki je nastajal po željah stranke, so jemali navdih pri modelih 330 P3, P4 in Dino 206S. Šasijo pa so si izposodili od dirkalnika 488 GT3. Za konec pa še eden iz vse večje Legove sanske garaže. Po Bugattiju Chironu je zdaj iz Lego kock nastal tudi McLaren Senna. Za izdelavo modela v naravni velikosti, ki je 500 kg težji od pravega avtomobila, so potrebovali malce manj kot 5000 ur in porabili 500 000 kock. Za konec oddaje pa še nekaj za avtoromantike. Ko je Miha bil na predstavitvi novega T-Rocka na Majorki, je naletel na ljubitelje Renaulta 5 GT. In teh ljubiteljev po celem svetu ogromno, kar ni čudno. Gre za majhno raketo, takrat, ko so jo naredili, pa pravzaprav. No, to pa je bila demokratizacija športnega avtomobila. No, v tokratni anketi pa vas sprašujemo, ali ste za to, da bi lahko v času prometnih konic levi prehitevalni pas uporabljala samo vozila, kjer se ne vozi samo voznik? Še več, da se vozita vsaj 2. Rešitev ni posebna novost, v Ameriki jo poznajo že dolgo časa, v nekaterih mestih in zveznih državah imajo s tem precej dobre izkušnje. Bomo videli, kako boste glasovali. Še ena anekdota iz Amerike pa je, da recimo ob mestnih vpadnicah, tam dobite recimo temu prostovoljce, ki pa zagotovo ne delajo zastonj, študente in tudi brezdomce,
ki se ponudijo, prijazno ponudijo recimo poslovnežem, ki gredo v mesto, se jim mudi, da se usedejo zraven v avto in s tem zagotovijo, da se lahko peljejo po ta hitrem pasu. No, to niso prostovoljci, ne. To je tržna niša, ne zdi se mi prav zelo ekološka. Me zanima, a veš mogoče, a imajo s tem kakšne velike uspehe? Ne vem, ampak zagotovo bi pa rad naredil kdaj intervju s katerim od njih. Poslovna ideja? Poslovna ideja o prihodnosti, mobilnosti. No, mi bomo spet tu v četrtek zvečer, vmes pa nas spremljajte na YouTubeu, Instagramu in Facebooku.